Valentin Stanič, duhovnik, humanist in pionir sodobnega alpinizma, je letos v središču pozornosti občine Kanal ob Soči, kjer so z vrsto dogodkov obeležili 250. obletnico njegovega rojstva. Praznično leto, posvečeno enemu najvplivnejših Slovencev svojega časa, so zaokrožili z odkritjem nove spominske plošče v njegovi rojstni vasi Bodrež. Današnji dogodek je predvsem neko priznanje in obeležje spomina Valentina Staniča, ki je bil izjemen človek, v bistvu najpomembnejši človek, ki je šel iz naših krajev. Narodni učitelj, buditelj, zaščitnik živali tudi, predvsem pa velik podpornik malega človeka, ki je tudi veliko energije in truda vložil v to, da je vse svoje sodobnike, ki jih je srečal, učil, kako bolje živeti in kako v draginji, ki je takrat vladala, lažje preživeti. V Bodrežu že stoji spominska plošča v čast znamenitemu rojaku, novo obeležje pa so krajani in planinsko društvo Valentin Stanič Kanal umestili na zunanjo stran kamnitega oboka pri domačiji pri Pečonkovih, kjer se je Stanič rodil. V njegovem času so domačijo imenovali po Cerovškovih. Pobudo za postavitev je dal domačin, publicist in starosta kanalskih planincev Jože Medvešček, ki je skupaj s predsednikom planinskega društva Luko Jurco ploščo tudi slavnostno odkril. Dogodek je blagoslovil kanalski župnik Aleš Rupnik. Mislim, da v Kanalski galeriji večjega obiska v zadnjih letih ni bilo. Prav tako je tudi zelo dobro obiskan pohod, 29. pohod Valentina Staniča. Tudi več kot, oziroma tam 500 pohodnikov se je zbralo. To je spomin na velikega moža Valentina Staniča v tukajšnji domačiji, ki je prvič imel veliko možnost, da se je izobraževal po svojih starših in tudi drugih, ki so ga na tej poti spremljali. In potem od gorništva do drugih dejavnosti, potem sploh, ko je bil v Gorici kot kanonik, je ustanovil gluhonemnico, delal z otroci s posebnimi potrebami, potem ustanovil v bistvu prvo društvo v Avstro-Ogrski proti mučenju živali. Vsestransko, za tisti čas vsestranski mož, ki je res pustil globoko sled. Na slovesnosti je zgodovinar dr. Robert Devetak poudaril izjemnost Staničeve zapuščine. Bil je pred svojim časom tako z idejami kot z energijo in pristopom do ljudi, je dejal. Dodal je, da njegovo življenje predstavlja navdih, kako spremembe, ki jih ustvarjamo, ne vplivajo le na posameznike, ampak tudi na celotno družbo. Zbrane so nagovorili še predsednik KS Kanal Anton Škodnik, podžupanja občine Kanal ob Soči Barbara Fajdiga Perše, podpredsednik Planinske zveze Slovenije Roman Ponepšek in Urban Makorič, ki je predstavil zgodovino Bodreža. V zgodovinski ligi, kot je bil Valentin Stanič, so svojim narodnim buditeljstvom ogromno prispevali, da se je naša kultura, tako jezik in tudi v bistvu preko tiskarn tudi ohranila in pa tudi skozi čas nadgrajevala in razvijala. Slavnostno odkritje plošče ni le počastitev spomina na Valentina Staniča, temveč tudi priložnost za razmislek o njegovem neprecenljivem prispevku k razvoju humanizma, alpinizma in povezanosti ljudi. Njegova življenjska pot nas uči, da nikoli ni prepozno za nove začetke in za spremembe, ki lahko pustijo trajno sled. Z novo ploščo v Bodrežu je Staničeva dediščina še bolj prisotna v zavesti lokalne skupnosti in širše.